Ko se dobro cesto vidi z Vršiča. Smo v bolj strmini. Oho, tole je pa prvi pogled na Triglav. Malo kapla. Pustimo dolino, pa še en selfie video. Živijo! Evo, z Alešem smo spet v akciji. Danes sva pa na cesti na Vršič iz strani Trente. In sicer, mislim, da je 36 serpentina, bom posnel. In greva na Goličico. Vsaj mislim, da je tako. Če ne, popravim, spotoma. V glavnem, greva po nemarkirana pot, baje so ful dobri razgledi. Ljudje so zelo pohvalili tole, tako da greva pogledati, če je temu res tako. Tale kupček kamenčkov pred koncem takele malo lepše cestice je znak, da moramo desno iti. Z Alešem so šla že malo naprej. Ja, drugače to je pa ene 100 metrov od ceste, kjer so parkirala, je že treba desno iti. In proti Mlinarci. Na kamerci si sicer verjetno nič videli, ampak tale Mlinarca je drugače zelo divja in ima eno najbolj divjih korit v Sloveniji ima Mlinarca. Tole izgleda ta prava Mlinarca. Tistele je bil pritok. Tukaj moramo čez tole deblo. Virtuoz Aleš je šel čez suh čez pršo, jaz sem pa v vodo padel. Tako da imam mokre alpinine čevlje. To je pa zdaj v bistvu del, kjer je najbolj zafrknjen, ker je v bistvu pot odnesla in zdaj treba kaj čez pridati. Brez večjih težav so čez prišla in zdaj se vzpenjamo nazaj proti potki. Pot se kar lepo spne. Malo je treba sem pa kaj biti pozoren, kako se vije gor, pa kje gre. Na nemarkiranih poteh je treba tele spremljati možice in jim slediti. Je pa drugače Goličica malo čez 2100 metrov visok, zelo lepo razgleden vrh, na katerega vodi samo tale nemarkirana stezica. Takole nam pride na pot kar nekaj dreves. To se treba znajdeti pa nekako čez lest in nadaljevati pot. Evo ga, prepoznate? Najlepša gora v Sloveniji. Ja, Kralj gora. Kralj slovenskih gora. Evo, leži tlele hitro odskakljal čez, ampak mogoče še en tak malo bolj za previden del biti. Zdaj sem prišel do razgledišča na avto vidva, pa tle so se tudi počasi ogrela in slekla. Vsaj jaz, Aleš je bil že prej vroč. Po večini je pa kar lepo hojena pot. Z malo uveratlona, dreves in podobnih stvari. Upam, da so kaj videli serpentine, bom probal malo približati.
Prišla sva tudi do malo ravnine, tako da se bo malo zdihala, ker drugače je kar skozi napeta pot. Glede na to, da so precej zgodaj štartala, imajo tudi čisti mir. Drugače pa verjetno tle, ker smo na cesto za Vršič, se more motorje popoldne oziroma čez dan precej slišati, ker so glasni. Smo nekje na slabe pol poti in telih strmih pobočjih, kar ni pa ni videti konca. Kar grizejo. Smo že na polovici približno. Takle razgled pa je hkrati izgovor pa užitek, da se malo spočiješ, pa greš pol še bolj z veseljem naprej. Ja, malo veratlona, plazenja in Aleš bi mogel zgleda ruzak dolet. Takle imamo med potjo, evo. Danes se bom pa navžil pogleda na jalovec. Počasi se gozd spreminja, vedno več je macesna. Bukve ni več, oziroma minimalno. Pa vedno redkejša drevesa. Zdaj se pa na enem sedlu, se je pa na drugo stran odprl. Vrata? Misliš? Ne vem. Ali ne, zadnjica je to. Malo od sedlca naprej je pa treba se bolj levo držati. Nije se malo zašla, ampak nič hudega. Tisle zdaj še zadnji sta pa oba vrhova Kanjevca. Če si v kaj vid. Ja, zdaj si v vid. Ugotavljava pa za Alešem, da sta tukaj samo dva naklona. Strmo pa bolj strmo. Ni drugega. Tole morava deliti z vami. Kakšen pogled. Ko sem bral za tole pot na forumu, sem prebral, da eni zelo hvalijo in ne za manj, res je fantastična. Ste že videli to? To je kar zabavna pot. Tam so borovci spodaj, tako da tudi če zdrsneš, verjetno da ne prav daleč. Je pa pogled sem hodil pokazati. Tole, če se ne motim, je lepo špiče, te visoki. Tamle dol se Krm vid, tole je Trenta dol, pa Bavški Grintovc. Ko pa pravite na ta pogled? Trenta. Zadaj pa greben Krna, pa levo vrh Krna. Ja, prvič danes na sončku. Je super senčna pot tole. Tudi za one najbolj vroče dni je tole idealka. Gre direktno proti soncu. Še zmeraj smo v bolj strmi strmini. Se kar ne neha. Pa zdaj smo že zelo proti vrhu.
Oho, tole je pa prvi pogled na Triglav. Ko pravite na ta pogled? Ja, tamle pa koča na Kriških podih. Oziroma so Kriški podi. Tukaj je Razor. Tole sta pa Aleš povrh. Zdaj se pa sliši, da tudi že ura toliko, da so motoristi se začeli voziti. Kakšen je greben zdaj hodva. Na eni strani Alovc. Na drugi strani Triglav. Me je Aleš opozoril, nisem Jalovec, je še Mangart. Pa predvsem Goličico v sredini, pa ta glavna. Prisojnik in vrh. Goličica osvojena. Kakšni razgledi. Malo kapla. Gremo še eno panoramo. Triglav verjetno prepoznate. Poje tole je Bobovški Gamsovc, tole je Stenar, Razor, tiste zadnji ne vem točno kva je, tole je Prisojnik, Mojstrovke, Jalovc, pa še prej je še v Mangartu, Megli, pol tamle spet v Megli Bavški Grintovc, zadnji je Krn, tole je Lepošpiče nad Triglavskimi jezeri, pol tamle zadnji je Zadnji Vogu, Kanjavca, pa Aleš in Triglav za njem. Oprema na sušenju. Evo, pred spustom v dolino pa še en selfie video. Malo se je že oblačil okoli, ampak midva se ne dava. Nič. Naslednja postaja je jezero Jasna kopanje. Čelo preveč mrzlo. Ja. Dobro, da Martine nimava s sabo, da ne klepetamo toliko, pa da so bolj pozorna na pot, ker drugače bi se že zgubila. Kar treba gledati, kje se nadaljuje. Evo, sem že zašel. Je pa tudi zadol tole plezanje skozi rušo je kar zabavno. Včasih treba biti kar malo gimnastičare, da priješ skozi. Še danes zadnji pogled v zadnjico, pa gremo proti dolini Zgornja Trenta. Ko se dobro cesto vidi z Vršiča. Tole je začetek Mlinarce, tamle se ene par slapov vidi, ki jih vi ne boste videli. Pa drugače pa Mlinarca ima ene najglobjih korit v Sloveniji. Mislim, da so na določenih mestih tudi do 80 metrov globoka, pa široka pa samo dober meter oziroma res usko. Nisem sicer še bil, ampak bral sem to. Se jih pa da začetek oziroma konc korit se da iti pogledati od spodaj iz tam med prvo pa drugo serpentino iz
iz tele strani Vršiča, ne, iz Trente, imate tam za Kugev spomenik, pa za Mlinarco. Ja, da posnamem še tale, mogoče najbolj kočljiv del od cele poti, ko to profi čez lezejo. Evo, sem se malo pod pot spustil, pa da posnamem malo, kaj je pod nami. Kar hudo. Evo, tamle en slab, pa tle za ovinkom še en slab, pa tamle tudi še en, pa dol soteska. Evo, še malo sem šel pod pot, tole posneti. Tale slab je pa tukaj, ker sem prej za gor not padel. Midva sva nazaj na izhodišču, greva še do Jasne in strneva misli. Ona je rad se prišla pogledat, ka lubenico jeva. Evo, takole, končujemo še en izlet, počas z Alešom greva proti avtu. Ja, vzpon je bil spet, kot vedno rečem, res top. V bistvu so se pogovarjala, da oba se ne spomnijo, da bi že bila kdaj na hribu, kjer je okoli in okoli vidiš samo gore, da ne vidiš pa doline, ne, da ni nekega mesta ali pa nekih večjih naselij. Tako da res si v sred gora. Potem vzpon je za cirka 3 urice pa pol. Je malo delno zahteven, bi rekel. Ene par takih koncev je, kjer se treba malo potruditi. Potem, kaj še, podrobnosti bom dal vse spodaj, v opis. Tako da v bistvu to je to, no. Hvala, ker ste ostali z nama do konca, ne. Aleš je drugače zraven mene, sem danes tam nič povedal. Mu je bilo pa tudi dobro, no. To je to. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau!